Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden s Lili Sorom. Tokrat bomo znova malo praskali po sebi, namreč povedali bomo, kako lahko kar najbolj maksimalno izkoristimo letošnje poletje, letošnje mesece, ki bodo mogoče malo bolj deževni, kot bi nam sicer bilo všeč, zato da malo poprskamo po sebi. Zato da resnično uporabimo te energije, ki nas obdajajo v mesecu juliju, ki sploh simbolizirajo osebnostno rast, duhovno rast, prepoznavanje naših lastnih ozorcev, saj to teorija verjamem, da že vsi vemo, in pa kasneje avgust bo zelo pomemben mesec, v letu, v katerem manifestiramo hitreje, v letu, v katerem so energije močnejše, je seveda 8. mesec še kako pomemben. Seveda kasneje tudi september. Torej, dragi moji, če tudi ne boste oddaje pogledali takoj v ta prvo do konca, če tudi mogoče se ne boste takoj lotili odgovorov, jaz vas resnično spodbujam, da si vzamete čas, da si vzamete nekaj zapisati ali vsaj na znanje. In tekom prihajajočih dni sem ter tja malo razmislite o tem, kar bomo danes povedali. Letošnje leto je močno leto, čeprav se morda pri nekaterih ti premiki ne bodo takoj letos opazili ali pa ta energija ne bo takoj zaznala, ne pomeni, da je ni. Po vsej verjetnosti pomeni, da ste vi v nekem takem obdobju, ko se stvari odvijajo zelo globoko v notranjosti. To je običajno, kadar smo v osebnem letu 7, podobno pa velja tudi za vsak julij. Vsakega julija gremo nekako malo bolj vase, naša podzavest je bolj aktivna, se pravi, lažje dostopamo do tistih spominov, do tistih ozorcev, katerih se sicer ne zavedamo, ko smo nekako na avtopilotu ali, morda bolje rečeno, starša pilotu, preteklost pilotu, razočaranje pilotu, izguba pilotu, jeza pilotu in tako naprej. Torej, dragi moji, v mesecu juliju bomo lahko odgovarjali mnogo lažje na sledeče vprašanja. Katera prepričanja so pravzaprav moja? Kaj sem bil pa naučen oziroma naučena? Saj se lahko tukaj zdaj mi bockamo, je zemlja ravna, okrogla, kvadratna, vijolična. Ni važen. Ni važen. Važno pa je, da se prevečkrat bockamo o nekih stvarih, za katere je pravzaprav, ne bom rekla dokaj vseeno, ampak nimajo konkretnega učinka na naše življenje. Če je zemlja ravna, trikotna, okrogla, kakršnakoli že ta podatek, zaradi česar se kar krešejo mnenja po internetu, ta podatek ključno ne spremeni vašega življenja. Kaj je takega podobnega v vašem življenju, zaradi česar morda ste zelo vpeti v, ne bom rekla pregovarjanje, ampak v intenzivne pogovore? Pa morda ni tako zelo pomembno, pa morda ni tako zelo ključno. In kaj je tisto, kjer pa dejansko morda si ne vzamete dovolj časa, da bi preverili, od kje se mi je to vzelo? Ali so tako ravnali moji starši, pa se je to nekako meni vtisnilo v podzavest kot resnica? Ali so se tako do mene obnašali moji starši? Kje in kdaj so se vam prepričanja o svetu, o ljubezni, o obilju, o strahu, o občutku varnosti, o spremembi, o ljudeh, ki so drugačni od vas? Kje, kdaj, kako so se vtisnili v vas prve resnice? Kdaj ste se prvič počutili izdani? Kdaj ste se prvič počutili manj vredni? In zakaj točno bi to veljalo še danes, razen če se s tem strinjate? Namreč, kar se velikokrat zgodi, je to, da ponotranjimo te resnice in se potem obnašamo, kot da je to absolutna edina resnica forever and ever. Torej, kaj je tisto, kar lahko spremenite? Katera prepričanja, kateri mehanizmi vas pravzaprav vodijo, ne da bi se tega sploh zavedali? Kako to razkrijemo, boste rekli, se teorija je pa vendarle enostavna. Seveda, teorija je vedno enostavna. Opazujte svoje odzive ob tistih dogodkih, ki so popolnoma nepričakovani in so lahko sicer zelo lepa presenečenja oziroma naša prava narava pride ven, kadar smo postavljeni v situacije, kjer nas je morda strah, kjer se morda ne znajdemo, kjer smo morda zelo jezni, zelo prizadeti in kjer se nam zdi, da se nam je zgodila enormna krivica. Takrat pridejo ven vsi ti vzorci, vse te misli, bom rekel, vse te
negativne emocije in neka prepričanja, katera morda resnično niso naša. Mogoče ste tolikokrat v filmih videli nekaj, da se vam to kar zdi, da je res in v danem trenutku, čeprav, kaj pa vem, recimo, da ful spremljate Special Victims Unit, ki dejansko v vsakem delu se ukvarja s takim ali drugačnim posilstvom, grdim napadom, zelo veliko nasilja je v tej nadaljevanki, ki se sicer odvija v New Yorku, ki je absolutno mnogo bolj nevaren kot Slovenija. Se pa lahko zgodi, če zelo noter pademo in to velikokrat vidimo, ker malo ponotranjimo te stvari in ko gremo po temni ulici, nam ni več tako zelo prijetno in nimamo več občutka varnosti. Se pravi, če uporabimo ta primer, kaj v vašem življenju ste videli, slišali tolikokrat, da se kar zdi, da to je res to. Koliko, ne vem, primerov ljudi, ki so bili prevarani, poznate, pa se vam zdaj kar zdi, taki tipi, take ženske, take zaposlitve, take priložnosti online in tako naprej, to je vse samo en velik nateg, to je prevara, to se ne more dobro končati. Koliko nas je takšnih, ki menimo, da za nas ljubezni ni, ki menimo, da za nas obilja ni, ki menimo, da tudi, če bomo ljubezen, obilje, nekaj lepega, neko srečo našli, se bo to sfižilo. Koliko je takih ljudi? A veste, v mojem delu z vami, bom rekla, ni največji problem občutek manj vrednosti. Večji problem, občutno večji problem, je strah pred uspehom. Strah pred tem, da bomo resnično uspeli, da se bomo dvignili na nek višji nivo in da se bomo tam dobro počutili. In resnično je ven iz te cone obdobja težko iti, zato pa pridejo potem taka obdobja, kot je julij, ko nas sami dogodki v to potiskajo. In celo letošnje leto je nekakšno kot naročilnica vesolju. Se pravi, kaj je tisto, kar si vi želite, kaj je tisto, kar vi izbirate, kaj je tisto, za kar se vi odločate. Če si predstavljate vesolje, ki se je malo naslonilo nazaj in rekel, ok, pa poglejmo, kaj pa bi. Če si vesolje predstavljate kot Amazon.com, ali bi znali oddati naročilo, kako kritični bi bili? Kako kritični bi bili pri izbiri partnerja, partnerke? Kako kritični bi bili pri definiranju, kakšno službo si želite? Kako kritični bi bili, ko bi govorili o sanjskem dopustu, o najbolj romantičnem dogodku vašega življenja? In zakaj bi bil le en? Kako natančni, definirani, pikolovski bi bili, koliko kvalitete bi si zaželeli, izbrali, ko govorimo o lastni vrednosti? O vašem odnosu do sebe. Če bi bilo to nekaj, kar bi naročili online, koliko časa bi si vzeli, da bi resnično prebrali vse o izdelku, mnenja o izdelku, pluse, minuse, dobre izkušnje, slabe izkušnje in kako ravnati z izdelkom? Jaz velikokrat rečem, ko damo za mobitel, ko damo za uro, ko damo za avto, kar lep kup denarja, se fajn pozanimamo, a je treba baterijo filati do konca, ali na pol, ali kaj, kako ravnati pravzaprav zadevo, ki smo jo nabavili. Dragi moji, pa vi imate svoje navodila za uporabo? Mislim, če bi zdaj jaz vas srečala in bi rekla, povej mi točno, česa si ti želiš, kaj ti potrebuješ, kako deluješ, kaj je tisto, kar ti škodi, kaj je tisto, kar te krepi, kaj je tisto, kar ti nafila baterije in kaj je tisto, kar ti baterije mogoče še dodatno obremeni, bi mi znali jasno, razločno, razumljivo to opisati. Ali bi to izgledali, vsi poznamo kakšna taka zakomplicirana navodila, ko smo vsi tako malo, a resno, ali kaj? Torej, mesec julij nam bo zelo pomagal pri prepoznavanju nas samih, kaj deluje, kaj ne deluje, kaj je tisto, kar nam je pomembno in kaj ne več in zakaj. Se pravi, kaj so naše prioritete, naše vrline, kje je naša integriteta, kdaj smo korektni in kdaj svoj nivo krepko znižamo, če menimo, da nas pri temu ne bodo ujeli. In zakaj je julij tako zelo pomemben? Sledimo avgust. Avgust kot 8. mesec v 8. letu, v letu 8, je zelo močno obdobje. Se pravi, marsikaj, kar boste samo pomislili, če bo le imelo dovolj energijskega naboja in običajno, ko smo jezni, o Marija, pomagaj, imamo energijskega naboja, ko smo jezni, besni, razočarani, ko smo žalostni, ko nas napolnijo te negativne emocije, ponavadi imamo, lahko nafilamo ene 3 avtomobile, po mojem.
In ravno to se velikokrat zgodi, dragi moji. V tistih trenutkih, ko pošljemo nekoga v tripama, čeprav tega morda ne mislimo, ko pijemo, jaz imam tega dost, ko pijemo, a lahko še kaj gre narobe, a lahko, ko nižamo svoje vibracije, vse smo vendarle le ljudje, vsi imamo kdaj boljše in slabše trenutke. Tukaj sploh ne gre za to, da bi vas kritizirala ali da bi rekla, do tega ne sme priti, kje pa. Saj smo le človek. Ampak dajmo se zavedati, kaj oddajamo v tistih trenutkih. Saj vsi vemo, če zabrišete kozarec po tleh in se razbije, bo še vedno ostal razbit, čeprav boste vi čez nekaj minut morda se počutili bolje. Velikokrat to, kar oddajamo v vesolje, na nezavedni ravni in v trenutkih, ko nas nekaj zelo ziritira, ko nas nekaj spravi ob živce, ko nismo v svoji najboljši koži, v teh trenutkih velikokrat oddamo ta naročila na Amazon.com vesolje. Velikokrat se takrat šiftnejo prepričanja v naših glavah, v naših umih, v naših srceh, ko smo res zelo prizadeti in si rečemo nikoli več. Tole pa nikoli več, tole pa ničemer ni podoben. Kaj mislite, v katerih trenutkih se mi resnično ogradimo? Kdaj te obrambne mehanizme in zidove postavljamo? Takrat. Se pravi, če v mesecu avgustu vas nekaj tako zelo znervira, se dotakne, sprovocira, da bi najraje sterali nekam vse, takrat se je treba znati ustaviti. Takrat se je treba znati ustaviti, nazaj potegniti svojo energijo in se prizemljiti. Glejte, koliko energije vam da nekdo, ki vas pojezi. Recimo, da vam je nekdo, ne vem, izsilil vas je na cesti, pa je pa 10 na uro pred vami pelu, sredince vam je kazal, smejal se vam je, pa se vam je omaknil, pa vas je še enkrat izsilil, pa tako naprej. Pri predstavljanju na cesti mislim, da je zelo veliko nestrpnosti, pa trobljanja, pa tako, kot da tukaj pomaga. To je meni tako zanimivo, ker na Dunajski vse stoji, in potem, ali pa Celovški, pa folk trop, kot da pa tako magično se razkadi ta gužva. To jaz nikoli nisem čez dobro zastopila. Ampak recimo, predstavljajte si, da vas je nekaj do daske, kakor rečemo po domače, pojezilo, v totalnem gnevu in besu ste. Naučite se to energijo ustaviti in potem usmeriti v bolj konstruktivni smeri. Kajti jaz vam garantiram, da lahko vse kletvice izrečete, lahko grozite, lahko stvari po tleh mečete, lahko bentite, lahko se vam pena nabira na ustih, pa gre ven iz ušes, kot v risankah. Pa vam lahko garantiram, da v teh situacijah si ne boste priklicali ničesar dobrega. Naučimo se naše odzive kontrolirati in usmerjati. Se pravi, ko nam nekdo dvigne pritisk, ko smo jezni, ko pač smo šli mimo tistega zen trenutka, ko več ni poti nazaj, ko smo takrat se naučimo nazaj osrediniti to energijo in z vsem tem valom energije nekaj konstruktivnega narediti. Se pravi, če to pomeni, da boste šli, ne vem, pospraviti dnevno sobo ali pa eno omaro ali pa pomiti po tleh, ker ste toliko besni, da morate to nekam dati, super. Mogoče boste šli laufati, mogoče boste šli v hribe, mogoče se boste pa končno usedeli in neke stvari, za katere niste imeli poguma, naredili s pomočjo te jeze. A veste, velikokrat se nam v življenju nabere, ta nam je to naredil, nam je to naredil. Tukaj imamo en bazen dogodkov, kjer smo bili tiho, kjer morda se nismo niti dovolj potrudili, mogoče gre tudi za neke priložnosti, ki smo jih spustili, neke projekte, ali pa odnose, kjer bi se lahko malo bolj potrudili. Vse to se nekako nabira v nas, razočaranje, občutki krivde, občutki, da bi lahko naredili bolje in tako naprej. Kaj ni bolje, tisto maso negativne energije uporabiti za to, da začnemo razmišljati, kako se lahko podobnim situacijam izognemo in kaj lahko naredimo tistega, za kar mogoče nismo imeli poguma. Kajti, ko se običajno te negativne stvari naberejo, recimo, da si ne upamo šefu nazaj nekaj povedati, ali pa, ne vem, tašči, ali pa, ne vem, sošolcu, ki je 4 glave večji od vas. Koliko primerov vemo, ko smo tako na adrenalinu, da ljudje kar postavijo mejo občutno lažje. Kaj ne bi uporabili tiste trenutke, ko bi nareč nekomu zavili vrat, zato, da bi konstruktivno se lotili projekta, kako se boste pa tam, kjer se do sedaj niste postavili za sebe. Pa ne gre za nov projekt, mogoče porabite tisto brco varit, da boste potrkali na neka druga vrata, razmišljali malo drugače in se stvari lotili malo drugače.
Se pravi, to bo bistvo meseca avgusta. V mesecu avgustu lahko pričakujemo, da se nam bodo lasje kravžljali, ravnali, izpadali in tako naprej. V mesecu avgustu lahko pričakujemo marsikaj. Lahko pričakujemo preobrate, lahko pričakujemo, da bomo morda celo malo čustveno utopeli, da bomo preutrujeni ali pa da bomo imeli občutek, da smo na višku sveta. Torej, dragi moji, naj avgust ne gre mimo na način, da boste stvari pustili, da se peljejo same. To ni bistvo. To nikakor ni bistvo. Ničesar v tem življenju, niti v tem letu. In potem pride mesec september. September bo tudi zelo zanimiv čas, ko pa prihaja obdobje zdravljenja preteklosti. Ko prihaja obdobje prepoznavanja, kaj je tisto v naši podzavesti, kar pa se je spremenilo. Se pravi, to se prične meseca julija, zaključi v mesecu septembru. Tako čudovito okno imamo letos poleti, da resnično prestrukturiramo svoje miselnozorce, svoje prepričanja, svoje odzive, svoj način funkcioniranja. In ni to pravzaprav ena taka fantastična priložnost? A ni to pravzaprav nekaj fenomenalnega? In ja, običajno se te stvari ne zgodijo tako, da sedimo doma, pijemo gosti sok s smetano in uživamo v poletju. Velikokrat se to zgodi tako, da nas nekaj zelo pojezi, da se nas nekaj zelo dotakne, na dober ali na slab način. Torej, dragi moji, današnja oddaja ne bo pol ure dolga, kajti želim si, da grejo z vami sporočila še sveže naprej v mesec julij, v mesec avgust. Tudi sama upam, da bo meseca julija, ki ga povezujemo z osebnostjo in duhovno rastjo, dala v nove coachinge, da bodo šli ven končno prvi izobraževalni materiali. Vam pa gre tudi ena nova noviteta, in sicer voščila za rojstni dan, za novo leto v obliki darila. Se pravi, prvega bom posnela zdaj, ko bom tole zaključila in bo tudi že na voljo kot primer. Se pravi, če želite nekomu podariti krajšo numerološko ali daljšo numerološko analizo, morda tudi samemu sebi, imate čudovito priložnost, da to storite od, po moje, držimo pesti 1. julija naprej. Se pravi, date mi podatke obdarjenca, date mi njihov e-mail oziroma naslov, posnetek pa lahko ta oseba dobi ali v obliki čudovitega custom-made USB ključka ali pa preko WeTransferja. Lahko sami posnamete voščilo, lahko ga jaz povem. Torej, to je ena taka čudovita noviteta, katere se jaz zelo veselim, ker se mi zdi taka res, bom tako rekla, bolj personalizirano, pa res že ne more biti. Torej, dragi moji, in to je moja zaključna misel za vas. Bolj personalizirani ne biti. Bodite tisti unikat, za kar ste rojeni, bodite tisti unikat, kar ste. Prav nič na vas ne more biti tako slabo, da si ne bi zaslužili ljubezni, sreče, zdravja in pravzaprav vas. Saj veste, da vedno končam s tem. Ampak se veste, rodili ste se zato, da ste vi in da živite sebe in da izpolnjujete sebe in nadgrajujete sebe. Torej, ne biti kopija, tudi ne biti kopija samega sebe izpred 10 let. Tista oseba je preživeta, tisti časi so minili. Kdo si ti, ki me zdaj le poslušaš? Kaj je tvoj najvišji, največji, najbolj fenomenalni potencial? Kaj so tvoje najbolj globoke želje? Kaj je tisto, kar pa ti misliš, da zate absolutno ni možno? Točno to dajmo letošnje leto doseči. Se vidimo drug teden.